svetih je nad vsako število. Berilo iz knjige Razodetja. Jaz, Janez, sem videl drugega angela, ki se je dvigal od sončnega vzhoda in je imel pečat živega Boga. Zaklical je z močnim glasom 4 angelom, ki jim je bilo dano škodovati zemlji in morju. Ne škodujte zemlji, ne morju, ne drevju, dokler ne zaznamujem služabnikov našega Boga na njih čelih. In slišal sem število zaznamovanih, 144,000 zaznamovanih iz vseh rodov Izraelovih otrok. Zatem sem videl veliko množico, ki je nihče ni mogel prešteti, iz vseh narodov in rodov in ljudstev in jezikov. Stali so pred prestolom in pred jagnjetom, oblečeni v bela oblačila s palmami v rokah. Klicali so z močnim glasom: Zveličenje je v našem Bogu, ki sedi na prestolu in v jagnjetu. Vsi angeli so stali okrog prestola in starešin in 4 živih bitij in so padli pred prestolom na svoje obličje ter molili Boga. Amen. Hvala in slava in modrost in zahvala in čast in oblast in moč našemu Bogu vekomaj. Amen. In rekel mi je eden izmed starešin: Ti, ki so oblečeni v bela oblačila, kdo so in odkot so prišli? In odgovoril sem mu: Moj Gospod, ti veš. Rekel mi je: To so tisti, ki so prišli iz velike bridkosti in so oprali svoje oblačila ter jih očistili z jagnjetovo krvjo. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpel. To je rod tistih, ki iščejo Boga. To je rod Tistih, ki iščejo Boga. Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, zemeljski krog in njegovi prebivalci. On ga je utemeljil na morjih in ga ustalil na tekočih vodah. To je rod tistih, ki iščejo Boga. Kdo pojde na Gospodovo goro? Kdo bo stal na njegovem svetem kraju? Kdor je nedolžnih rok in čistega srca, kdor svoje duše ne obrača k praznim stvarem. To je rod tistih, ki iščejo Boga. Ta bo prejel Gospodov blagoslov in plačilo Boga svojega odrešenika. To je rod tistih, ki ga iščejo, ki iščejo obličje Jakobovega Boga. To je rod Tistih, ki iščejo Boga. Drugo berilo. Sveti gledajo Boga, kakršen je. Berilo iz 1. Janezovega pisma. Preljubi, poglejte, kakšno ljubezen nam je izkazal Oče, da se imenujemo in smo Božji otroci. Zaradi tega nas svet ne pozna, ker njega ni spoznal. Preljubi, zdaj smo Božji otroci in se še ni pokazalo, kaj bomo. Vemo, da bomo njemu podobni, ko se prikaže, ker ga bomo gledali, kakršen je. Vsakdo, ki ima to upanje vanj, se očiščuje, kakor je on čist. To je Božja beseda. Bogu hvala. Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi, in jaz vas bom poživil, govori Gospod. Aleluja, 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 aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju.
Ko je Jezus videl množice, je šel na goro in ko je sedel, so stopili k njemu njegovi učenci. Začel jih je učiti. Blagor ubogim v duhu, kajti njih je nebeško kraljestvo. Blagor krotkim, kajti ti bodo deželo posedli. Blagor žalostnim, kajti ti bodo potolaženi. Blagor lačnim in žejnim pravice, kajti ti bodo nasičeni. Blagor usmiljenim, kajti ti bodo usmiljenje dosegli. Blagor čistim v srcu, kajti ti bodo Boga gledali. Blagor miroljubnim, kajti ti bodo Božji otroci. Blagor tistim, ki so zaradi pravice preganjeni, kajti njih je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zastramovali in preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti veliko je vaše plačilo v nebesih. Poslušali smo Kristusov evangelij. Današnja Božja beseda, zlasti še evangeljski odlomek, je vsi tri odlomki, zlasti še evangeljski so znani, smo jih slišali velikokrat. Blagre morda znamo celo na pamet, vsaj kakega od njih. Ampak je dobro se spomniti, da smo danes v enem posebnem kontekstu, ob prazniku vseh svetih, in ko poslušamo danes ta odlomek, te Jezusove besede, je morda dobro, da jih v resnici beremo, razlagamo ravno v tem kontekstu. V kontekstu spomina na vse tiste ljudi, na vse tiste osebe, ki so te Jezusove blagre, Jezusove besede v svojem življenju uresničile, jim je uspelo živeti po njih. Gre namreč za to, da ko gledamo na blagre, lahko vidimo, kaj je pravzaprav Božji načrt za ljudi, Božji načrt za človeštvo. In lahko tudi hitro opazimo, kako zelo je ta načrt drugačen od tega, kar je nekako pomembno ali pa kar se zdi smiselno v človeških očeh. Namreč vse tisto, kar se nam skozi ta človeški, zemeljski, posvetni pogled zdi dobro in smiselno in vredno žrtvovanja, vse to na nek način Bog obrača na glavo. In Jezus s svojimi besedami blagruje tiste, ki se nam, človeško gledano, zdijo neuspešni. Vse tisto, kar se nam zdi, da je znamenje nekega življenjskega poraza, nekega življenjskega neuspeha, neizpolnitve. Nekdo, ki je ubog, nekdo, ki je krotek, nekdo, ki je žalosten, v kontekstu sveta velja za neuspešnega, za nekoga, ki izgublja, za luzerja. Nekdo, ki je v tem življenjskem boju pogorel, nekdo, ki mu ni uspelo. Nekdo, ki je usmiljen, nekdo, ki se trudi za mir v tem svetu, ki tolikokrat poveličuje tiste, ki so močni, tiste, ki imajo sredstva, tiste, ki imajo denar, ki tolikokrat postavlja na prvo mesto ali pa povzdiguje tiste, ki so slavni, zaradi takega ali pa drugačnega razloga. Čutimo nasprotje in vidimo razliko med človeškim načinom in Božjim načinom. In izziv za kristjana vedno znova je,
soočati svoj človeški prav, ki nam ga na nek način vseljuje družba in čas, v katerem živimo, in ga na nek način ob tem, kar nam predlaga Jezus, spreminjati. Spreminjati svoj človeški pogled v pogled, s katerim na svet, na ljudi in na to, kar je uspešno, gleda Bog. Zagotovo Jezusov pogled ni nikoli popularen. V očeh sveta nekdo, ki je majhen, nekdo, ki je usmiljen, nekdo, ki je krotak, ne bo nikoli uspel, ker se ne bo znal poskrbeti zase, ker si ne bo znal izboriti prostora, ker se bo vedno znova pripravljen umakniti. Bog gleda, kot rečeno, in tudi način, ki ga ima Bog, je drugačen, kot je človeški način. In upam, da ima vsak od nas vsaj kakšnega svetnika ali svetnico, ki nas je že nekoč nagovoril, morda nas še vedno nagovarja. Namreč načinov, kako blage spraviti v življenje, je tako veliko, kot smo številni ljudje. Vsak od nas je poklican na en svoj način uresničevati v svojem življenju, v svojem kontekstu, časovnem in krajevnem, te Jezusove besede. Vsak od nas ima tudi svojo zgodovino, vsak od nas ima svoje darove, vsak od nas ima svoje talente in vsak od nas je poklican, da s tem, kar je in kar je prejel, na nek način postaja svet v smislu posvečen Bogu, v smislu ločen, izvzet iz vsega, kar je posvetno, zato, da je lahko znamenje. Svetniki so nam na tej poti velikokrat lahko opora, lahko so nam zgled, lahko so nam svetilka, lahko so nam motivacija. Kot rečeno, svetnikov je vseh barv, vseh pogledov, vseh velikosti in vseh načinov. Imamo svetnike, ki so Boga v svojem življenju poveličali na ta način, da so se recimo umaknili v samoto. Pa imamo svetnike, ki so postali sveti in zgled v očeh ljudi, zato ker so se posvetili aktivnemu delu. Imamo svetnike, ki so v svojem življenju veliko premišljevali, veliko molili, veliko lepega, dobrega, plemenitega napisali. In imamo na drugi strani svetnike, ki so svoje svetništvo dosegli v eni preprostosti, kjer ni bilo ničesar modrega zapisanega in vendar so ljudje v njih prepoznali nekoga, ki je prosojen za Božjo modrost, za Božjo usmiljenje, za Božjo ljubezen, za Božjo resnico. Zato je dobro premišljati tudi o tem, prebirati kdaj tudi življenje svetnikov, da se spomnimo, k čemu smo pravzaprav poklicani in kaj ne bi bil tisti zadnji cilj v našem življenju. Ker, ko gledamo na današnji dan, v današnjem prazniku, ko se spominjamo svetnikov, na nek način v resnici že vidimo, kaj je tisto, kar ostane na koncu. Kaj so tiste stvari, ki so pomembne ob poslednjih rečeh. Ko bo prišlo do sodbe, ko bomo morali dati odgovor za svoje življenje, kaj je tisto, kar bo ostalo. Tega nas spominja današnji evangeljski odlomek, na to nas spominja apostol Janez v drugem pismu, ko nas opominja, da smo Božji otroci, da smo zaradi ljubezni, ki nam jo je Oče izkazal, že zdaj Božji otroci. Ne vemo še sicer,
kako bo to izgledalo v večnosti, kaj to pomeni za večnost. Ampak vemo pa, da smo tukaj in zdaj poklicani k temu, da živimo kot sveti, da živimo kot tisti, ki so prosojni za Boga. Življenje nekoga, ki želi biti prozoren za Boga, zagotovo ni preprosto, zagotovo ni lahko, zlasti še, kot rečeno, v družbi, kakršna je današnja in v razmerah, v katerih živimo v tem trenutku, ki so vse prej kot vsakdanje, vse prej kot tisto, na kar smo navajeni. In vendar, tudi v času, ki ga zaznamuje koronavirus, tudi v času karantene, tudi v času epidemije, je vedno priložnost, da premišljujemo, da iščemo, kako služiti Bogu, kako biti podoben Bogu, kako biti v skladu, kako živeti v skladu z blagri, kako jih uresničevati, da bomo lahko drug drugemu zgled, da bomo lahko drug drugemu pomoč, da bomo lahko v resnici uresničevali kraljestvo Boga, ki je kraljestvo pravice, kraljestvo resnice, kraljestvo ljubezni. Na ta način lahko upamo in zaupamo, da bomo postajali brate in sestre vsem, ki se jih danes spominjamo, ne samo ob koncu življenja, ampak že tukaj in zdaj. Ker bo že tukaj in zdaj v naše življenje vstopala Božja resnica, ki je resnica ljubezni, ker bo že tukaj in zdaj v naše življenje vstopala ta večnost, ki ostane, v katero smo poklicani, da živimo, v katero smo poklicani, da ji zaupamo. Vas povabim za domačo nalogo, da če še imate svojega priljubljenega svetnika ali svetnice, da mogoče današnji dan, teden, ki je pred nami, namenite temu, da poskusite najti nekoga, ki vas lahko nagovori, ki vas lahko motivira, ki vam lahko vzboja upanje, v katerem se lahko čutite morda tudi domače, sorodne. Če pa že imate svetnika in svetnico, ki vas nagovarja, pa je danes morda še posebej dan, da greste prebrati njegov življenjepis, da mogoče preberete kak njegov ali njen zapis, da zopet obudimo tega duha svetosti, kot rečeno, ki nam je dan in katerega smo poklicani, da po njem živimo.